Gospe in gospodje, dober večer. Najprej samo tale stavč, da preden začnem z razločitvijo tega najnega projekta z Ervino. In sicer ta zadeva je en element od neke, rekel, večje stvari, ki je sestavljena za enkrat iz treh delov, in sicer serija teh stekleničk, potem serija 7 osmih slik in ena knjiga, ki še ni šla. Bo pa lahko bomo dal še kaj zdravo, ne, poleg tega. Torej. Kot vemo, temeljina osnovna znanost, pa tudi kakšna druga na empiricistični epistemologiji, to je na nauku, po katerem je bilo spoznanja naše čutno izkustvo, povezano s formalnimi vsebinami intelektualnega aparata. To, da spoznavamo stvari najprej z njihovo zaznavo, ter da tako pridobljeni material uredimo s formalnim orodjem v neprotislovnih propozicijah, kar še ne ustvari vedenje, v to moramo brezpogojno verjeti, ko iščemo resnico objektivnega sveta, ko prihajamo do spoznanj o predmetih, ki nas določajo, smo od njih odvisni, ter jih lahko tudi izkoristimo ali uporabimo za naše dobro. Ni potrebno veliko patetike, da šele naše prepričanje o gnozeološki esencialnosti empirije sproži moč za premagovanje nam sovražne narave, se rešujemo iz nesreče, ki nas doletijo z nam nadmočnimi zunanjimi silami, ter se jim izogibamo in konstruiramo svet po naši volji in predstavi. Od opremljivega in vidnega naj bi bilo torej odvisno vse, kar se tiče naše pozicije v realnem življenju, realnega sveta. Če ne upoštevamo stvarne biti, to pa je njena fizična dimenzija, ima to radikalne posledice na naše življenje, kajti mi smo živi najprej izkustveno. Vendar ob tej gotovosti tudi vemo, da številni duhovni od Platona dalje govorijo o nekem svetu nad to našo čutno dojemljivo stvarnostjo, ki nas vsakodnevno reže v živo meso. Govorijo o svetu idej, o svetu nekakšnih nečutnih videnj, ki plavajo nad nami in kjer še le počiva resnica, kar lahko komu trdno stoječemu na tleh ustvari zanesljivi nasmeh, češ, kakšna usmiljena vredna samo prevara, kakšna megla v glavi je to. Da, kakšna megla v glavi je hvaliti nekaj, s katerim se ne moremo pomagati niti ob najmanjši nerodnosti, kaj šele zagotoviti, omogočiti, graditi, ohraniti, popravljati in razvijati to, kar naše življenje sploh je, kar ono zahteva za svojo esencialno obstojnost, svojo biti. Kaj ne? Kakšna praznina v glavi je to? A ni vrag, da se prav v tej praznini in zato meglo skriva nekaj, kar vehementno utemeljuje prav to, kar ima empirizem za temelj sam. Namreč to, da on ni temelj sam v sebi, marveč, da je to nekaj drugega, nevidnega, kar se morda ljubi Bog sliši prav osebno. Dragi prijatelji, kot torej opažate, s to izjavo napeljujemo obstoj nečesa, ki ga čutno izkustvo z asistenco racionalnega organa ne dosega, vendar je zanj hipostatično, bitno osodno in je zanj, kako drzno, zunaj njegovega govora. Govorim torej o nečem, kar je nedosegljivo ali nezapotrljivo z umom, zamejenim s čutnostjo, a nam na podarjeni ali paradokski
šele ono samo to, kar ima empirizem za svoj zadnji in prvi vzrok za svojo irrepetibilno bit. Želim torej reči, da se stvari ne začnejo niti ne končajo z empiričnostjo, marveč je sama podrejeni razred ali izvedena entiteta iz razreda njemu nadrejenega, njega stvarjajočega, njega postavljajočega v posledico, in sicer se začnejo in končajo z neempiričnim počelom in namenom, kajti svetna čutnost je katerega svetna čutnost je njegov učinek, moment ali element. A kje je absolutni vzrok za tako sklepanje? Kje? Metoda spoznavanja, ki temelji na empiriji, namreč ne daje spoznanj, ki so nujna, gotova in apodiktična. Marveč so samo verjetna. To ugotavljajo ne samo idealistični filozofi, marveč tudi moderna analitična filozofija. Če želimo priti čemu do dna, se to ne konča pri vidnem, marveč je njegova resnica onkraj njega. Če Max Planck poreče, da ni atom nič vidnega, pa je Wittgenstein prav idealski. Gotovosti, da tu zdaj maha moja roka, te gotovosti ne moremo dokazati nikoli. To, da se ta roka ponavlja pred mojimi očmi v nedogled, to, da je gledam sedaj, pa pomislim, da se mi to samo zdi, a se v naslednjem trenutku te tako nedogled spet pojavi, to je še premalo, da ta roka tu resnično zagotovo je. In zakaj ne? To, da je to moja roka, je resnica, ki je le na videz nujna, absolutna, gotova. A kako pa bi bila absolutna, nujna in gotova? S tem večnim ponavljanjem njene istosti? Ne, ker to večno ne more biti vzpostavljeno s končno serijo opazovanj, ki jo edino zmore naša realna eksistenca. Nekemu dejstvu se lahko pripiše definitivno gotovost in se ga dokaže z vso zanesljivostjo, le z neskončno serijo enakih njegovih pojavljanj. Manjka namreč gotovost njegove potrditve za vse primere v neskončnosti, kar edino zagotavlja veljaven dokaz gotovosti. To pa ni v naši moči, kajti umanjka veljavnost za vse. Gotovost je gotovost le tedaj, če gre za vse primere. Teh vseh primerov pa ni mogoče imeti nikoli, ker smo končni. Vse, ki je samo neskončnost, je namreč zunaj naših empiričnih spoznavnih moči in je dokazljiva le sama s seboj, a jo mislimo, čeprav uhaja verifikacija. Ta ideja je v nas, v našem umu, a ni empirična, vendar edina zagotavlja pravo resnico. In to je že ena naša steklenička, Ne uma, ne neskončnosti, ko se vse konča, samo z njo pa ne vidimo. In je prav tu mesto resnice. Lahko pa, če smo že pri tem, takoj dodam, da to velja tudi za pojem biti, brez katere tudi ne bi bilo moje roke, ki mi je tako draga. A same biti absolutno ne vidimo. In tudi zanjo imamo pripravljeno eno stekleničko. Zato lahko zdaj rečem, da stavljanje na izkustvo kot na zadnji in edini kriterij realnosti ni vsa, edina in prava resnica. Ima svojo počelno predpostavko,
ki je vidna samo v umu. Zato je ta predpostavka bolj resnična od resničnosti, ki nas čutno obdaja. Ker je šele pri njej resnica res resnica. Prvi in zadnji delec materije. Tudi to stekleničko imamo tukaj. Prvi in zadnji delec materije sta prav tako nevidna, ker jo čutno ne zaznamo nikoli, a držita ves kosmos skupaj po konci. O njiju lahko govori le intelekt, leta pa je naš stik z neskončnim, ki ni izpustno. In bom rekel, da iz nevidnega je vse vidno. Z neskončnostjo smo se torej znašli pod rečjo, ki razvija vsako definitivnost empiričnih spoznanj. Iz nje resnica, ker je ne more pokončati nič. Saj se nadaljuje po vsakem koncu, ker je nezanekljiva, saj je podvržena nobenemu koncu ali izničenju, ker negacijskost počne ona sama stvari v svoji očitnosti, izkustveni bitnostnosti. Nas napeljujejo k njej, če jim hočemo priti do dna. Če torej hočemo priti do zadnje resnice, do temelja in izvora teh stvari, moramo empirijo zapustiti. Dragi prijatelji, zdaj se bom samo na kratko poigral s tem, kako lahko tudi vidimo ta naš svetodajateljski vzrok. Leta se nam kaže, kot vemo, da je neviden, nezaznan, a se pri njemu vse ustavi, vse pade na koncu van. A se z njim tudi vse začne, ker je to, kar je nekaj določenega, ta univerzum znanstvenega vedenja, šele, da ga prihaja nekakšen nič. Torej nekaj nedoločenega, ki je isto kot neskončnost. Iz česa pa je kaj, če ne iz tega, kar je kot njegova negativnost. Saj ali ne nič, če smo ekstremni, kar je nasproti vsem. To vse ne bi bilo vse, če ne bi temeljilo v tem nič. Zato, kjer se vse konča, pa rečemo, da ga ni. Toda, ali tudi zares vemo, da ga ni, da je nič. Ne. To je posebno nič. Nič, ki ga ne doseže neki bit, ki je z ničem ista, kot ugotavlja Hegel. Celo ona je iz nečesa, kar ona ni. Ker je nekaj le, če jo bijemo z njem nekaj. Ali kot bi rekel Dionizij Areopagit, saj bitnost proizvaja obistotno iz bitnosti. In ker je nič le, če je okrog nič ne biti. Ta nič, pisan z veliko začetnico, kot ekstremna, naj rečem podsubstanca ali nadsubstanca, je resnica nad vsemi resnicami. Iz nje je svet, to je počel, ki ni nič drugega, kot neko povsem drugo vsega. Povsem drugo vsega. In pri tem je treba začeti in končati. Začeti in končati kako? Kar predhaja vse, ker je drugačno od vsega in je nad vsem, ter je šele tako prav vse in je vendar po zaslugi absolutnosti počela v umu, kjer se mu razodeva po samo njemu obratljivih protislovjih in ga on vidi kot nevidno, ter ga samega ne more otipati, ta pa je življenje, ki je tudi ena naša steklenička. Ja, absolutnost počela. Spoštovani, substancialno stvari, ki temeljijo na infinitnem, ker smo potopljeni v vrtljivost, lažnost, spremenljivost končnega, ne. In
ta svet razni vse, kar je na njem, je, kot smo ugotovili, končno. Neskončno pa je duh, ker je v svoji nevidnosti, brezmejni gibljivosti in neoprijemljivosti tam, kjer ne more biti nič. Ker je sam v še tako hudem svojem nasprotju in negativnosti samega sebe vedno samo on sam. To je ta absolutnost počela. Ker je lahko pod vsem, te lahko naredi vse. Z njim imamo vez, ste vesti, z empiričnim. A tudi ni več empiričen, ki ga presega. Neskončno se torej točka v nas, ki se ne podredi finitni empiriji, a je v umu kot njegovo zunanje, se pravi, um jo ve, da je ne more vedeti, ker ko jo določi, ga ona kot negativnost omejitve že nadkrivi. Ta, ki to ve, pa je spet mišljenje, ker je stvar uma, pa je duh. On je svetodajateljski vzrok, on je prvi in zadnji delec materije, ki je skrit, in kot ga predstavlja tudi ena od naših stekleničk. V nas samih pa biva duh, ki se stika s nedefinitabilnim nič, ki ni nič, marveč neskončno nedoločeno in je iz njegovega genitiva, iz tega nad, ter je tudi v eni od naših stekleničk, pa biva duh kot naša duša. Tlekvat imamo tu dušo. In kaj vidijo oči zadnje kot nič? Kaj vidijo oči zadnje kot nič? Boga. Boga v naši empirični resničnosti ni, ker je argument absolutnosti, vsemogočnosti, da te ni, pa vendar si. Si v nekem drugem kategorijalnem aparatu, kot je naš. Si v nekem drugem kategorijalnem aparatu, kot je naš. Bog je tako nadresni. Ja, da. Boga ni. Da Boga ni, je to lahko samo njegovo pojavljanje za nas. Bog je tako nadresničen, da za resnice, ki jo lahko napadeta, zanikanje in laž ni. Lahko ga zanikaš, a se ga to ne dotakne. Bog je onkraj vsake konceptualizacije in determinacije. On kot neskončni, ni omejen z ničime, ne zbivajočostjo, ne skritjo. Ker je le ta iz nečesa, kar ona ni, to pa ni nič, ker je smo isti, marveč nekaj posebnega, ki zaobsega oba in za katerega ne vemo, kaj je, saj je čisto drugo od vsega, kamor spada tudi nič. In na koncu. Saj, ker je Bog onkraj vsake označitve, je celo nad svojo, ki je neskončnost in je zato über neskončnost. In tudi tega imamo v eni steklenički. Hvala lepa.
nekako skoraj vse se zajeli. 12 je, ja. Da se pa tudi lahko